Takole, lep pozdrav še z moje strani. Moje ime je Alenka Gajšt, sodelavko Natašo Mavko Zimšek, moram žal opravičiti, ker je službeno zasedena z drugimi obveznostmi. Jaz se bom skušala v tej predstavitvi dotakniti digitalne vključenosti študentov s posebnimi potrebami. Nekako smo te teme že načeli tudi v prejšnjih predstavitvah. Naše društvo je pač društvo, ki v prvi vrsti nudi podporo študentom s posebnimi potrebami. Na drugi strani pa sodelujemo tudi z univerzami in samostojnimi visokošolskimi ustanovami pri vzpostavljanju bolj vključujočega študijskega okolja in v ta namen tudi pripravljamo različna gradiva, analize in smernice. Zdaj to, kar bom danes predstavljala, veliko teh nekih ugotovitev in primerov izhaja iz obdobja študija na daljavo oziroma potem nekako prehoda iz tega totalnega lockdowna v ta hibridni sistem, ko študenti, ko niso mogli biti vsi študenti hkrati prisotni v predavalnicah in so se delili v skupine na daljavo in v predavalnicah. Zdaj te pravne podlage, ki sem jih tukaj omenila, kar se tiče digitalne dostopnosti in digitalnega vključevanja, so moji predhodniki že omenili, mogoče bi tukaj samo še izpostavila Zakon o visokem šolstvu, ki pač definira študente s posebnimi potrebami in vsem visokošolskim institucijam nalaga, da študijski proces prilagodijo potrebam študentov s posebnimi potrebami. Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij je bil že zdaj nekajkrat omenjen in pa seveda tudi Konvencija Združenih narodov, ki v 24. členu pač opredeljuje pravico do izobraževanja, ne samo visokošolskega, ampak na vseh ravneh izobraževanja, tudi kasneje področje vseživljenjskega učenja. Mislim, da je mogoče gospod Tilen Škraba najbolje nekako povzel, zakaj je ta digitalna dostopnost pomembna in na področju visokega šolstva tudi, ne, pač naš cilj, končni cilj je, da bi bila vsa digitalna orodja za študij takšna, da jih lahko uporabljajo vsi študenti, ne glede na njihove posebne ali osebne okoliščine. Enako velja za študijsko gradivo, pa naj bo to v pisni obliki, avdio ali video obliki, torej da ga lahko pogledajo, preberejo ali predelajo pač vsi študenti. Tretja stvar, ki pa se nam zdi pomembna, pa je to, da si lahko študijsko gradivo prilagodijo svojim specifičnim potrebam, torej da je študijsko gradivo narejeno na tak način, da lahko študenti pač vsaj delno nekatero gradivo, ko ga prenese na svoj računalnik, tudi prilagodijo svojim potrebam, pa bom mogoče v nadaljevanju malo bolj povedala, za kaj gre. Zdaj tukaj na zaslonu prikazujem en dokument, pač tukaj se bom osredotočila na dostopnost študijskega gradiva, ki je v pisni obliki, torej velikokrat pač zasledimo, da so v spletnih učilnicah kot gradiva naloženi PDF dokumenti. Zdaj sicer v PDF dokumentih je narejen napredek do te mere, da niso več samo kot slikovni dokumenti, kot stran kot slika, ampak so že tudi tekstovni, kar pa ne velja za dokumente, ki jih recimo profesorji skenirajo in niso optično prebrani. In recimo tukaj lahko povem izkušnjo ene, v bistvu je študentka, ki je definirana kot slepa z majhnim ostankom vida, kar pomeni, da za učenje vseeno dela po vidni metodi, ampak si pri branju pomaga tudi z bralnikom zaslona, torej dela kombinirano z zvokom in pisno s povečavo. V odločbi o statusu študenta s posebnimi potrebami je imela zapisano, da ima pravico do prilagojenega študijskega gradiva v obliki Word dokumentov. Tega pač žal ni prejela in nekako je dobila navodilo, da
lahko vse PDF dokumente odpira s programom Word in v Wordu zažene to optično prepoznavo znakov. In tukaj na sliki dejansko potem vidimo originalen PDF dokument, kako je izgledal. Študenti, ki pač nimajo nobenih drugih težav, so ga izpolnili natisnjenega. Ona ali pa še tudi študenti, recimo s specifičnimi učnimi težavami, z disleksijo, bi ga lažje izpolnjevali digitalno, pa ga žal pri polpretvorbi niso mogli izpolniti, ker kot vidite, je ta vsebina popačena, izgubila se je struktura, naredili so se tekstovni okvirčki in tega tudi mi, ki vidimo, nam pač ta dokument v Wordu ni razumljiv. Nekdo, ki pa je slep ali pa močno slaboviden, pa potem si s takim dokumentom pač žal ne more pomagati. In tukaj potem pride do tega, da bi bilo treba te PDF dokumente dejansko skorajda prepisati, ker tudi če gremo zdaj ta dokument preoblikovati, je z njim mogoče precej več dela, kot če ga prepišemo od začetka. In to zagotavljanje dostopnega študijskega gradiva je še vedno pač težava in nekako razumemo za gradiva, ki so takšna kot tale, ki jih je treba pač naknadno prilagajati, ampak včasih se ta nedostopnost zgodi tudi pri gradivih, to bom pa dala drug primer, ki jih pripravljajo sami visokošolski profesorji, ampak spet gre ne za neko ne vem, načrtno zapostavljanje študentov s posebnimi potrebami, ampak dejansko za to neosveščenost in neizobraženost. Na ekranu pa je dejansko drsnica iz PowerPointa. Zdaj sicer ta je narejena iz dveh, ta na levi strani je narejena iz dveh okvirčkov, z naslovnega, potem vsebinskega, in pa tale spodnji, ki je prikazan kot okvirček, je pa dejansko vstavljen kot okvirček z besedilom. In desno potem vidimo, če bi se v PowerPointu postavili v orisni pogled, vidimo, da kadar je prosojnica narejena v okvirčkih, ki jih ima PowerPoint že prednastavljen, torej če izberemo, kot smo navajeni, te postavitve diapozitivov, potem bo vsebina vidna. Kolikor pa nekdo potem v matrici diapozitivov teh postavitev ne zna oblikovati in bo za neke svoje nove postavitve vstavljal okvirčke z besedilom, pa potem ti okvirčki z besedilom bralnikom zaslona pač žal niso vidni, ker jih zaznavajo kot slike, in v tem primeru potem pride do težav, sploh pri študentih, ki so slepi, ki uporabljajo bralnike zaslona, na primer JAWS. In pa tudi tisti, ki imajo disleksijo in si tudi pomagajo z bralniki zaslona, ker potem nekako gledajo neko vsebino na prosojnici, bralnik zaslona, s katerim si pa pomagajo, ker nekateri pač, če samo berejo, zadev ne razumejo, če pa jih hkrati tudi slišijo, pa potem snov tudi razumejo, potem pa te snovi, ki oni gledajo na ekranu, bralnik zaslona ne prebere. Potem pa naslednja težava, ki pač so jo študenti izpostavljali, sicer bolj v času covida, so spletne učilnice. Pač tukaj tudi podobno, kot je pri spletnih straneh in pa pri oblikovanju dokumentov, pomembna je oblika pisave, struktura postavitve te spletne učilnice, da so tabele dostopno oblikovane, da imajo, da so povezave smiselno poimenovane, da ni nekje v tej spletni učilnici samo navedeno kot povezave, najprej je napisan neki tekst, potem pa piše več o tem, 3 pikice. Nadomestno besedilo za grafične elemente, vse te stvari so pomembne, tako za slepe in slabovidne, kot tudi za študente, ki imajo nekako težave v procesiranju vidnih informacij, v orientaciji,
ki se mogoče težje znajdejo, zato rabijo neko predvidljivo vsebino in predvidljivo strukturo. Druga stvar, ki pa so jo študentje izpostavljali pri spletnih učilnicah, predvsem pa pri preverjanju znanja v spletnih učilnicah, kot so bili različni kvizi in vprašalniki, so pa težave izpostavili predvsem študenti z disleksijo in pa študenti s težavami v duševnem zdravju, ki imajo kakšnekoli anksioznosti, druge težave, ki jim povzročajo dodaten stres in zmedenost. Je pa to, da so ti kvizi bili narejeni tako, da so bili časovno omejeni, torej si imel na primer za čas za odgovor 30 sekund, na kar se je pač vprašanje prestavilo na naslednje, tudi če nisi odgovoril. Druga stvar pa je, da niso imeli možnosti na primer vračanja, da bi lahko preleteli vsa vprašanja, rešili najprej tiste, ki jih znajo, in se potem vrnili na tiste, ki jim delajo težave. In v bistvu nekako je tukaj spet to pomanjkanje znanja, ker marsikdo potem ne ve, da lahko študentom znotraj Moodla dodeli določene pravice, da lahko nastavi, da lahko v bistvu sploh ne nastavi časovne omejitve, da lahko nastavi, da se na ekranu izpiše samo eno vprašanje naenkrat, zato da potem nekdo kakih vprašanj ne spregleda. Da jim lahko nastavi podaljšan čas, kar pač marsikateri študent s posebnimi potrebami ima v odločbi zapisan podaljšan čas izvajanja oziroma opravljanja izpita, in to je tudi ena najbolj pogosto uporabljenih prilagoditev pri ocenjevanju, da jim lahko nastavijo tudi to, da imajo možnost več poskusov reševanja. In pač na neki način pridemo do tega, da na eni strani je treba usposabljati tako pedagoški kader, na drugi strani pa tudi študente, ki uporabljajo različne tehnične pripomočke. To pa je potem druga plat zgodbe, ker smo tudi nekajkrat videli, da so študenti s posebnimi potrebami bili v situacijah, kjer dejansko programska oprema, aplikacije, ki so bile na voljo in v uporabi na fakultetah, od Moodle nalog, no, pač nekateri saj jaz nisem največji strokovnjak za to, ampak obstajajo različne licenčne verzije Moodla in nekatere so imele te možnosti individualnih prilagoditev in pa urejanja dostopnosti, medtem ko nekatere niso. Potem eden takih orodij, kjer so imeli težave, je bil Kahoot, ali pa veliko nalog se je takrat v času lockdowna delalo z orodjem H5P, kjer so pač določeni tipi nalog bili dostopni, ampak spet bili so dostopni samo nekatere tipi nalog, in še to, če je tisti, ki je nalogo potem dejansko vsebinsko zastavil, tudi znal upoštevati vse vidike dostopnosti. In največkrat je pač bila težava, da te aplikacije niso delale z bralniki zaslona, da so imele omejen čas reševanja, kar pač je mnogim študentom predstavljalo težavo, sploh če so imeli težave z branjem, na primer z disleksijo, ker so porabili več časa za branje. In potem sploh niso imeli časa razmišljati o odgovorih pravilnih, ker so komaj vprašanje uspeli prebrati. In pa to, da se niso mogli vrniti in pa mogoče kakšne odgovore popraviti, spremeniti. Potem pa še druga stvar, mogoče tudi to, da pač ta razvoj podporne tehnologije vidimo, da v nekaterih primerih precej zaostaja za razvojem aplikacij v splošni rabi. Na primer izkušnja ene študentke prevajalstva in tolmačenja, ki bi lahko delala v prevajalskem podjetju oziroma takrat celo dobila pripravništvo na Evropski komisiji, ampak je bila težava v tem, da prevajalski program, ta Trados, dejansko ni podpiral najnovejši program, ki je bil tam na tej inštituciji v uporabi,
ga braille vrstica oziroma bralnik zaslona ni dohajal, lahko je deloval v starejših različicah tega programa, ki pa ga žal tam več niso uporabljali. In tukaj vidimo ta razkorak in to potrebo o tem, kar je govoril predvsem gospod Tilen Škraba, o tem, da je treba na vseh nivojih nekako ozaveščati, izobraževati in pa ustvarjati to vključujoče okolje. Marsikdaj tudi opazimo, da je težava tudi v samih študentih, kajti sploh če pride do nekih okoliščin drugačnih že v času študija, na primer se nekomu zelo poslabša vid ali v času študija izgubi sluh ali utrpi, ne vem, poškodbo glave, pa ima zato potem neke kognitivne težave, težave z branostjo. Takrat je to učenje uporabe novih tehničnih pripomočkov zelo oteženo, ker nekih licenciranih tečajev, rehabilitacijskih postopkov ni, v bistvu je bolj na nivoju slepi učijo slepe. In tukaj potem tudi vidimo to težavo, da mogoče študenti, sploh ti, ki niso že dalj časa, ne živijo s to svojo invalidnostjo, potem niso vešči uporabe vse te tehnologije. In tudi recimo, ko se je zgodil lockdown, ko se je šlo na vsa predavanja na daljavo, je bila težava ta, da so na nekaterih fakultetah uporabljali Teams, na nekaterih Zoom, na nekaterih Big Blue Button, na nekaterih Cisco Webex in potem dejansko so ti študentje, ki uporabljajo kakršnokoli podporno tehnologijo, ki ne delajo z miško, smo skupaj brskali po spletu, iskali bližnjice, kako zdaj to deluje, kako naj nekdo s tem dela. Podobno je potem bilo tudi v času izpitov na daljavo, določeni ti programi za preprečevanje goljufanja, ti proctoring programi so bili ovira in tukaj je res pač potreben ta nekako usklajeno pristop, delovanje. In pač me veseli, da se razvija to ogrodje za ocenjevanje vključujočega študijskega okolja, ker dejansko potem celostno gledamo na vso zadevo in tako kot je bilo že danes nekajkrat rečeno, potrebna je najprej analiza obstoječega stanja digitalne dostopnosti, ki pač smo že slišali, da ni najboljša. Potem priprava akcijskega načrta, izboljšav, zdaj ali na ravni univerz ali na ravni fakultet, mogoče na nekaterih večjih fakultetah morda celo na ravni oddelkov, kjer se študijske smeri mogoče precej razlikujejo. Potem upoštevanje teh standardov dostopnosti že v fazah naročanja in nakupa digitalne opreme, kar pač se je zdaj v preteklosti izkazalo, da niso vedno vsa tako skladna z VCAG kot ali pa nekateri sploh niso vedeli, da morajo upoštevati to skladnost. In pa imenovanje, to, kar je bilo prej tudi omenjeno, pač koordinatorja ali direktorja dostopnosti, se pravi osebo, ki bi bila na instituciji zadolžena za digitalno dostopnost in pa izobraževanje tako akademskega osebja kot ostalega strokovnega osebja in pa tudi študentov s posebnimi potrebami in pa ostalih študentov o standardih digitalne dostopnosti in pa težave, ki jih imajo, ali bom rekla imamo, ker sem tudi sama slabovidna, ljudje pri dostopanju do digitalnih storitev, kadar te niso tako prilagojene, kot bi morale biti. Zdaj naše društvo je takrat v času pandemije covida-19 pripravilo nekaj smernic za bolj dostopen digitalni ali pa spletni študij. Nekaj teh gradiv se nahaja pod zavihkom visokošolsko osebje na naši spletni strani.
razdelili smo jih takrat v 3 kategorije: prilagoditve spletnih predavanj, prilagoditve študijskih gradiv in pa prilagoditve spletnega preverjanja in ocenjevanja znanja. Vendar tukaj smo nekako bili omejeni v tem našem delovanju ali pa pripravi priporočil na programe, ki so, prosto dostopni, torej, nismo mogli analizirati, spletnih učilnic in, analiz posameznih študijskih programov, ker pač, kot osebje ali pa kot, od študentov nismo mogli zahtevati, da nam, dejansko odstopijo ta svoj dostop, ki je namenjen samo njim. Zdaj za kakršnekoli dodatne informacije, smo na voljo, tudi pripravljeni na sodelovanje v različnih projektih za izboljšanje dostopnosti. Imamo pisarno v Ljubljani, ki se nahaja v prostorih, Fakultete za družbene vede, in pa pisarno v Mariboru, ki je v neposredni bližini Fakultete za, elektrotehniko, računalništvo in informatiko. In pa hvala vsem, no, in upam, da nekako z majhnimi koraki pridemo do, izboljšav in pa napredka na področju dostopnosti za vse. Tako da hvala lepa, pa če so kakšna vprašanja.